Izvrstna napoved pred finalom pokala na prvenstveni generalki sta Radomlje Medex in Mura Nona remizirali, črno-bele bodo morale še nekoliko počakati na naslov državnih prvakinj. Ljubljana je prišla do prve zmage, v drugem delu minimalno je premagala Primorje Toslon Nutri Cosmetics. V derbiju dna je kirurgija Estetical Aluminij premagala na gostovanju Cerklje, poleg prvenstva pa se bomo posvetili še pokalu. Približuje se odločilni obračun za naslov prvaka, spomnili se bomo, kako sta se pred 8 leti zadnjič srečala tokratna rivala Radomlje in Mura, takrat še Pomurje Beltinci. Pričali pa bomo z NZS centrom, ki je potekal na Primorskem. V zadnjih letih smo priča porastu zanimanja za ženski nogomet. Vse več deklet se že od prvošolskih korakov odloča, da bodo trenirala v klubih. V manjših sredinah jih priključijo fantovskim zasedbam, vse več pa je tudi klubov, ki imajo ločene ekipe že od mlajših selekcij. Na Nogometni zvezi Slovenije so se pred leti po vzoru fantov odločili, da bodo tudi dekletom ponudili dodatne treninge pod imenom regijski centri, še preden pride do procesa selekcioniranja za reprezentance. Prvotna ideja je bila zagotoviti dodatno aktivnost za punce zraven klubskega dela. Trenutno potekajo v obliki, da v jesenskem delu opravimo 4 aktivnosti in pa potem v spomladanskem delu 4 aktivnosti. Za lani jeseni smo imeli 3 treninge in sicer 2 treninga sta bila ločena vzhodna-zahodna skupina, potem smo punce združili na enem treningu v nekako vse skupaj, s tem, da smo jih že malo razdelili na 2 skupini z namenom doseganja bolj homogenih skupin na treningu in pa zadnja aktivnost jesenskega dela je bila tekma z fantovsko ekipo. In zdaj v spomladanskem delu smo nekako štartali isto, se pravi, prvi trening je bil ločen vzhodna-zahodna skupina, potem smo naredili enega skupnega in danes tretja aktivnost, skupni trening oziroma danes imamo v načrtu, da bojo punce odigrale med sabo. Na trening Mirno v bližino Nove Gorice je bilo povabljenih približno 40 igralk z področja celotne Slovenije. V regijske centre so vključene punce U13, U14, in pa vključujemo v treninge tudi punce U12, ki izstopajo, se pravi punce, ki lahko sodelujejo v trenažnem procesu z starejšimi. In v bistvu regijski centri so nekako in za nas trenerje in po drugi strani tudi za punce prvi stik z mogoče nekim širšim krogom igralk, ki so v Sloveniji, in pa seveda nam, trenerjem, to predstavlja tudi možnost opazovanja njihovega napredka in kasneje nam te informacije pridejo prav pri selekcioniranju igralk. Prav tako pomembno kot predajanje informacij od trenerjev do igralk je tudi sodelovanje med trenerji ter strokovnim kadrom na Nogometni zvezi Slovenije. Vzpostavljen je bil dober komunikacijski kanal in tudi na treninge NZS regijskih centrov so vabljeni klubski trenerji, kjer ne le opazujejo, ampak aktivno sodelujejo. Si pa večino teh regijskih centrov, še posebej, ko združimo obe skupini in imamo naenkrat v istem terminu iz vse Slovenije punce, pride ogledati trening tudi selektorica U15 reprezentance, s katero smo isto veliko v kontaktih, saj v bistvu iz regijskih centrov pol prehajajo punce v U15 širši izbor za reprezentanco. Center je enodnevni dogodek, zato je ključno, da je program dobro zastavljen in predstavljen. Zdaj, kar se tiče treningov, ko imamo treninge pripravimo in jih vedno pred začetkom polletnega obdobja na seminarju predstavimo trenerjem, ki so potem tudi aktivni na igrišču. Tako da v bistvu so oni tisti, ki imajo možnost že v klubih ta trening izvesti s puncami. Zdaj, številke so, recimo na začetku, na prvem centru je povabljenih, ne vem, v vzhodnem in zahodnem delu skupaj okrog 150 igralk, kar je sigurno visoka številka, ampak jih imamo razdeljene v 2 skupini, tako da tudi z zadostnim številom trenerjev na igrišču se da trening zelo dobro izvesti.
NZS regijski center v Mirnu je bil v večjem delu posvečen trening tekmi ter specifičnemu opazovanju vsake posameznice. Deloma oziroma pri večini se bomo potrudili, da bojo igrale na igralnih mestih, na katerih igrajo tudi v klubih, čeprav po drugi strani to niti ni toliko pomembno, pač želimo si jih videti v nekem realnem okolju, v realni situaciji, kako delujejo na tekmah. Kar se tiče pa, kaj bomo videli, pripravili smo opazovalne obrazce, po katerih bomo po nekih kriterijih opazovali posamezne igralke, tako mi kot klubski trenerji. Enostavno z namenom, da vidimo, kje mogoče je določena igralka boljša, pa kje mogoče malo zaostaja oziroma bi lahko bilo več poudarka v delu z njo. Regijski centri so v zadnjih letih postali dobro ustaljena praksa. Odzivi so pozitivni z vseh strani, tako organizatorja Nogometne zveze Slovenije kot tudi igralk in trenerjev. Sodelovanje s klubi je dobro, igralke rade prihajajo na centre, ker enostavno, ne vem, ko prideš na trening in je 60 punc tvoje starosti iz cele Slovenije, na igrišču je neko verjetno posebno doživetje za njih, pa tudi mogoče priložnost, da se malo primerjajo z drugimi, ne samo v nekem tekmovalnem procesu na tekmah, ampak tudi mogoče na treningu, da se spoznavajo, da vidijo, kje in kako so mogoče same in ne vem, kje so druge. Ne. V 25. krogu je Maribor igral doma z Žalcem Trbovljami, Žanaka Ljubljana se je pomerila proti Primorju Toslin-Nutri Cosmetics. Muranona bi zmago pri Radomljah Medex že lahko proslavljala naslov državnih prvakinj. Olimpija je odpotovala na obalo, kjer se je srečala z Gažonom. V nogometnem centru Velesovo pa sta se srečala Cerklje in kirurgija Esthetical Alumini. Pogledali si bomo v Radomlje, Ljubljano in na Gorenjsko. Dobar dan in lepo pozdravljeni vsi ljubitelji nogometne igre. Danes na Planet 2 znova v družbi najboljših slovenskih nogometašic, ki nastopajo v domačem prvenstvu. 25. krog ženske lige Triglav je na vrsti, končnica prvenstva v tem mesecu oziroma v mesecu maju. Še zadnji krogi v boju za prvaka, v Ligi za prvaka. Tretji krog je danes, če smo natančni, v Ligi za prvaka in priča bomo obračunu dveh najboljših ženskih kolektivov trenutno v Sloveniji. Vodilna Mura gostuje v Radomljah pri drugouvrščenem domačem klubu oziroma v Staršah. Zmaga Maribora proti zadnjouvrščenemu Žalcu z 12-0. Zdaj je prva priložnost za Mure. Ana Milović v drugem poskusu, pa tudi to ni šlo proti golu. Odlična reakcija tam domače branilke Benete Sek, ki je prvenstva ni uspela poslati žoge proti golu, pa zdaj le po kotu poizkus Le Dolinar z glavo. Podaja na drugo vratnico Ana Milović in prečka. Nova lepa priložnost za gostje. Ana Milović se drži za glavo. Očitno uigrana kombinacija. Ja, malce zagotovo jo je oviralo tudi sonce. Vidimo, zahaja prav na tej strani glavne kapetanke Špele Kolbel, ki si je strgala križne vezi v kolenu. Zdajle tamle skoraj avtogol po strelu ene od igralk Mure. Ob posredovanju Ule Solnik je žoga zletela za las mimo vratnice. Out na desni strani za Morašice, predložek. Tamle poizkusno El Vilčnik in žoga je v mreži. Vodi Mura v Radomljah v 28. minuti.
natančen, izjemen strel z glavo Noel Vilčnik, nogometašice Mure, ki se je znašla tam. Poglejte, pozabile so na Noel Vilčnik domače igralke, prišla je na tole visoko podajo in potem natančen, izjemen strel z glavo za Noel Vilčnik. Zdaj po dolgem času ali pa celo prvi pravi strel v okvir gola, Ula Omerzu je poizkušala. Ana Milović brez prekrška. Ana Milović zdaj le strelja, lep udarec kapetanke Mure. Zavrtinčena žoga, videli smo po časnem posnetku, mogoče tudi predtem prekršek Ane Milović, vendar piščalka je stala nema, potem pa ali so te prekinitve priložnost za Radomlje. Poglejmo, dobra podaja in žoga je v mreži. Izenačenje v Radomljah v 68. minuti je domačinkam uspel veliki met. Strelka pa očitno številka 6, Nika Bazjak. Takole podaja Sare Medić v sredino, tam je pritekla Nika Bazjak in žogo pred Saro Nemet spravila v mrežo in zdajle torej veselje ob izenačenju na 1:1. In ena najbolj standardnih. Zdajle Kadija, priložnost za Senegalko in z zadnjimi močmi na koncu žoga v naročju Sare Nemet. Zdaj dobro posredovanje Ive Kocijan. Pa še ena nevarna žoga. Ja, zdajle je sonce že bolj za domače. Ula Omerzu strelja neposredno v roke Sari Nemet, tako da kakšne večje nevarnosti ni bilo. Bomo spremljali tudi v finalu ženskega pokala. Zdajle poglejmo tole priložnost za Muro, podaja tam strel z glavo Nike oziroma Gaje Bizjak, če sem dobro videl. Na desni strani žoga, pa potem napaka. In tudi konec tekme. Ja, zadnji napad je bil to Radomelj. Na koncu lahko rečemo pravičnih 1:1 veselje v domačem taboru. Zagotovo pa nekaj razočaranja pri gostjah. Vedeli smo, kaj nam ta tekma prinaša. Prvi polčas smo odigrali zelo dobro, nismo nasprotniku pustili praktično stvera v okvir vrat. Drugi polčas so prišle neke poškodbe, ki smo bili prisiljeni v menjave in mogoče smo malo popustili, ki ne bi smeli. Kaj pa napoved finala, ki tudi igrate z Radomljami? Ja, definitivno bo težka, napeta tekma in mislim, da se oboje veselimo. Ja, moram reči, da smo v prvem polčasu odigrali malo v krču, nismo pokazali tistega, kar znamo. Med polčasom smo stvari spremenili, odigrali tudi z eno vezno več v polju, kar je obrodilo sadove, prevzeli smo inicijativo, to, kar znamo, in pa v drugem polčasu dominirali, tudi zadeli za 1:1 in upam, da je to še en korak naprej za to, da bi lahko naš nogomet v Sloveniji zrastel še na višjo raven. Ja, mislim, da smo danes odigrali eno solidno tekmo. Ni bilo tako, kot smo pričakovali, pa tako, kot smo načrtovali, ampak iz takih tekem se ogromno lahko naučimo. Na koncu smo lahko veseli, da smo iztržili 1 točko, popolnoma zasluženo. Tako da stremimo k še višjim ciljem, pa upamo na čim boljše rezultate v prihodnje. Pa mislim, da so se srečale dve najboljše ekipe trenutno v ligi. Pokazale so čvrst, dinamičen nogomet. Prvi polčas smo mi imeli rahlo pobudo, v drugem mogoče oni, ampak na koncu, glede na situacijo, ki jo imamo z poškodovanimi igralkami, mislim, da smo iztržili ugodni rezultat, zadržali prednost na lestvici in se oziramo že proti pokalu. Kakšno tekmo pričakujete v finalu pokala? Finalu pokala sigurno bo tekma z obeh strani malo bolj previdna. Pravim, da imamo kar precejšnje število poškodovanih igralk in
upam, da to v naslednjih 10 dnevih saniramo in da se čim bolje pripravimo. V lanskem prvenstvu je kirurgija Aesthetical Alumini iz Velesovega prišla s 3 točkami, letos pa je na 2 medsebojnih tekmah zmagala zasedba Cerkelj. Hitrejša od nasprotne branilke je bila Nuša Štumberger, ki je pred vratarko bila zelo suverena, dosegla je 15. zadetek v prvi ligi in 6. v letošnji sezoni. Alumini se je posluževal preskok igre. Še ena globinska podaja je prinesla podvojitev prednosti. Barbara Krivec je z desnega boka poslala žogo v sredino, kjer pa ni prišlo do zaključka. Žoga se je nato vrnila na rob kazenskega prostora. Sledil je natančen udarec Pije Lozinšek in zadetek za 2-0. S 3 točkami so se Štajerke na lestvici odlepile od Cerkelj. Pred obračunom sta bili namreč obe ekipi pri 15 točkah. Poglejmo še v prestolnico, kjer sta se v ligi za prvaka srečali moštvi Ljubljane in Primorja. Toslen Trikosmetics. Odločilni zadetek je dosegla Neža Trost, potem ko je soigralkami z visokim presingom ukradla žogo gostjam na robu kazenskega prostora. Strel z levo nogo je bil preveč natančen, da bi lahko Maja Zajc posredovala. Za Ljubljano je to prva zmaga v ligi za prvaka. Ducat golov je končalo v mreži Žalca Trbovelj, kar 7 jih je dosegla Lana Šernek. Ljubljana je minimalno ugnala Primorje, Toslen Trikosmetics. 1-1 je bilo na tekmi Radomlj Medex in Mure None. 5 žog je v mrežo Gažona spravila Olimpija, kirurgija Aesthetical Alumini je s 2-0 na gostovanju premagala Cerklje. Mura Nona ima 65 točk, 8 več od Radomlj Medex, Ljubljana je tretja in jih ima 55, Primorje ostaja pri 39 in je zadnja ekipa lige za prvaka. V ligi za razvrstitev vodi Olimpija z 42 točkami, Krimbolit jih ima 33, na 25 se je dvignil ŽN Maribor, kirurgija Aesthetical Alumini se je priključila Gažonu, ima le točko manj od Primork. Cerklje so pred zadnje s 15 točkami, Žalec Trbovlje nima še nobene. V naslednjem krogu Radomlje igrajo proti Ljubljani. Mura bi lahko proslavila naslov državnih prvakinj v Ajdovščini. Olimpija se bo soočila z Mariborom, potem pa še tekmi Žalca Trbovelj in Cerkelj ter Krimpac Cebolita ter Gažona. V naslednjem tednu pa nas čaka veliki finale pokala. Na stadionu z dežele v Celju se srečata Radomlj Medex in Mura Nona. Radomljanke bodo tretjič poskusile zmagati v finalu, potem ko so jim 2-krat pot prekrižale igralke predhodnika Mure None Pomurja. Se še spominjate, kako se je končal finale leta 2018? Zelo lep popoldanski pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega klubskega nogometa. Dobrodošli v našo družbo. Danes pada zastor na klubsko sezono v Sloveniji. V ljubljanskih Stožicah bosta odigrani finalni tekmi pokala Slovenije za člane in mladince. V športnem parku na Kodeljevem pa se bo čez nekaj minut začel finale pokala za ženske. Za lovoriko se bosta pomerili ekipi Radomlj in Pomurja Beltincev. Priložnost pa zdaj za Pomurke, za podajo pred gol, tam padec v kazenskem prostoru. Vseeno je to priložnost za vodstvo in obramba. Obramba Nike Šapek ostaja 0-0. Zdaj pa Zala Kuštrin, ki lahko pobegne. Ines Sok, Zala Kuštrin je v kazenskem prostoru, dober prodor in potem strel mimo gola. Protinapad Zajmi, žoga se je odbila, pa potem strel in gol! 1-0 vodi ekipa Pomurja Beltincev. Zajmi prišla do strela, žoga se je odbila, Lana Golob je bila v bloku, na to pa je bila prekratka v svoji intervenciji Nika Šapek in Pomurke vodijo z 1-0. Gol Beltinci, Radomlje 1-0. Mislim, da je strelka Tjaša Nemec, številko 9, nisem dobro videl številke. Strelka zadetka, številko 9, Tjaša Nemec. Kaja
Korošec bo podala v kazenski prostor. Obetavna žoga, vratnica celo. Vratnica ostaja 0:1. Nobena igralka se v kazenskem prostoru žoge ni dotaknila, tako da je Kaja Korošec zadela celo vratnico. Anja Prša ga izvaja, dobra žoga proti oddaljenejši vratnici. Gol! V 77. minuti je 2:0 za Beltinčanke. Vita Žolek je strelka. Njen prvi gol v tej pokalni zgodbi na šele drugi tekmi. Takole je ostala sama na oddaljenejši vratnici. Podaja bo šla Anji Prša. Zdaj Zala Kuštrin v priložnosti in obramba. Še ena priložnost bo to za Radomljanke. Ostaja 0:2. V teh trenutkih priložnost znova. Kaja Jerina bo poslala podajo pred gol. Meršnikova izvratna topa, gol! 2:1. 89. minuta in Radomljanke se vračajo v igro. Mislim, da je bila strelka kapetanka Tija Vrhovnik. Izteka pa se srečanje na Kodeljevem. Verjetno bo nekaj še sodnikovega dodatka. Podaja v kazenski prostor in gol! Takoj so Pomurke prišle spet na 2 gola prednosti. 3:1. Sama je ostala Sara Makovec, ki je potrdila naslov za Beltinčanke. Konec tekme na Kodeljevem. Pomurje Beltinci 3, Radomlje 1. Najuspešnejša ekipa, kar se tiče pokalnih naslovov, je Mura Nona, ki je slavila 11-krat, Krka ima 5 naslovov, sledijo Škale s 3, Olimpija je bila 2-krat prvak, potem pa z eno zmago Ljubljana, Jarše, Domžale in Jevnica. Že zdaj vas vabimo na letošnji celjski finale, mi pa se znova vidimo prihodnji teden.